Vsem lep pozdrav. Še enkrat tudi v imenu celotne ekipe Društva za zdravje srca in ožilja. Na kratko bom predstavila delo nevladnih organizacij, njihov doprinos in pa njihove programe. Delajo na enakem ali sorodnih področjih in si prizadevajo za enake cilje, torej za več zdravja in bolj kakovostno življenje z že obstoječo boleznijo. Povezane so v zveze društev ali pa delujejo kot samostojna društva v nacionalnem pomenu, pa tudi kot zasebni zavodi in ustanove. So eden od stebrov civilne družbe in opravljajo koristne funkcije, ki jih državni organi in druge organizacije iz različnih razlogov ne opravljajo, ali pa jih opravljajo le deloma. Seveda pa morajo biti za posredovanje, za izpolnjevanje teh funkcij, posredovanje spoznanj in znanja, ne le zainteresirane javnosti, temveč tudi med seboj usposobljene za takšno delo. Bolezni srca in ožilja so med najbolj pogostimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Glavni razlog za njihov razvoj pa je nezdrav življenjski slog. Zdrav način življenja lahko srčno-žilne bolezni preprečujemo oziroma pomaknemo globoko v starost ali pa živimo kakovostno življenje tudi z že obstoječo boleznijo. Nevladne organizacije dosegajo mnogo ljudi, ne le bolnike in njihove svojce, ampak tudi zdrave vseh starostnih skupin. Takšne organizacije v Sloveniji so na primer Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zveza koronarnih klubov in društev, Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, Društvo na srcu operiranih in druge, pa tudi sorodne nevladne organizacije, s katerimi se povezujejo. To so na primer Zveza društev diabetikov Slovenije, potem Zveza društev limfičnih bolnikov ter z ostalimi združenji bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Dejavnosti je veliko. To so predvsem tiste s področja preventive ter skrbi za boljšo kakovost življenja z že obstoječo srčno-žilno boleznijo, torej aktivnosti za ohranitev zdravja, za izboljšanje zdravstvenega stanja. Omenim najrazlične oblike športno-rekreativnega druženja, to so pohodi, nordijska hoja, plavanje, specifične telesne vadbe, na primer odlična rehabilitacijska vadba za srčno-žilne bolnike Koronarnega kluba Ljubljana oziroma Zveze koronarnih klubov, potem svetovalna dejavnost društev, preventivne meritve, brezplačne publikacije društev, na primer revija za srce našega Društva za zdravje srca in ožilja, številna predavanja, delavnice, tečaji, druženja v klubih bolnikov, pomembne so objave v medijih, to so zdravstveno informativne objave, objave na spletnih straneh društev, na Facebook strani, na Instagramu. Nadalje, društva nudijo tudi psihološko podporo bolnikom in svojcem. Vedno je na voljo pogovor z zdravstvenimi delavci, delamo na zagovorništvu, pa tudi izvajamo mnoge javno-zdravstvene kampanje po Sloveniji, akcije, kot so Svetovni dan srca, Svetovni dan možganske kapi, Dan žil in druge. Kot primer dobre prakse naj omenim posvetovalnico za srce, ki deluje tule na Dalmatinovi ulici 10 v Ljubljani. Skrbimo za preventivo, pravočasno odkrivanje dejavnikov tveganja, preprečevanje resnejše oblike bolezni. Če pogledamo samo področje kolesterola, je letno v Ljubljani po svetovalnici kar precejšen obisk. Obiščejo s tem namenom posvetovalnico okoli 3500 ljudi. Delež oseb s povišanim holesterolom pa ugotavljamo, ki ga tu izmerimo, je višji kot v splošni odrasli populaciji. Torej sklepamo in vemo, da posvetovalnico obiščejo že bolni ljudje, ki že imajo težave. Želimo pa si pritegniti predvsem še tudi zdrave ljudi, zato nudimo tudi delovnim organizacijam, na primer predavanja in naše storitve, ki jim pomorejo k odkrivanju njihovega zdravstvenega stanja oziroma izboljšanja načina življenja. Odkrivamo pa vse več oseb, tudi mlajših, ki ne vedo, da imajo povišan holesterol v krvi. Tem svetujemo glede tega in jih seveda tudi napotimo do zdravnika. Ugotavljamo, da se mnogi bojijo stranskih učinkov zdravil, in to bolj kot samih zapletov ateroskleroze.
Spodbujamo bolnike, da začnejo upoštevati predpisano zdravljenje. Mnogi težijo k raznim alternativnim metodam zdravljenja, vendar kmalu ugotovijo, da te niso učinkovite in seveda pristopijo do zdravljenja, ki jim ga predpiše zdravnik. Povabimo jih tudi na redne kontrole holesterola v krvi posvetovalnice za srce, tako da imajo poleg tega tudi še zraven posvet, kar zelo radi koristijo, to so starejši tudi ljudje, ki potrebujejo malo daljši pogovor in so zanj resnično zelo hvaležni, še posebej se to izkazalo sedaj v času epidemije COVID. Nudimo jim brezplačne zdravstveno-informativne brošure, gradiva, revijo za srce, knjige iz zbirke za srce in ostale publikacije. Zelo pomembno je sodelovanje nevladnih organizacij med seboj. Ko organizacije delujemo povezano in združimo svoje moči, je naše sporočilo tako javnosti kot političnim odločevalcem veliko bolj odmevno. Pomembno je, da se povezujemo tudi z mednarodnimi organizacijami, na primer Svetovno zvezo za srce, od koder izvira tudi današnje strokovno srečanje, potem z Evropsko mrežo za srce, z Združenjem za družinsko hiperholesterolemijo Evrope, Združenjem Global Heart Hub in drugimi. Povezujemo pa se nevladne organizacije s področja srca in ožilja, tudi v forumu za preprečevanje bolezni srca in ožilja. Velikega pomena je sodelovanje z mediji in zagovorništvo. Bistveno za nevladne organizacije pa je sodelovanje in povezovanje s strokovnjaki z področja zdravstva, športa, šolstva in drugih področij, ki se povezujejo z našim delom. Zelo pomembne so novinarske konference, sporočila za javnosti, kjer smo hvaležni novinarjem za njihovo podporo, sodelovanje in številne objave. Pomembna vloga nevladnih organizacij pa je tudi zagovorništvo. Saj nevladne organizacije delujejo v funkciji interesov področja, na katerem delujejo in hitro zaznajo pomanjkljivosti sistema, potrebe ljudi, bolnikov in možnosti za izboljšanje, ki so lahko s strani odločevalcev in pristojnih inštitucij pogosto prezrte. Tako je tudi zagovorništvo stalnica v delovanju nevladnih organizacij s področja bolezni srca in ožilja. Za konec pa še 3 pobude, ki sem izbrala s strani društva in izhajajo iz naših izkušenj pri delu. In sicer na nacionalnem nivoju je potrebna okrepitev preventive, ozaveščanja o zdravem načinu življenja za preprečevanje bolezni srca in ožilja ter za večjo kakovost življenja srčno-žilnih bolnikov in v te procese vključiti vse razpoložljive resurse, med njimi tudi moči nevladnih organizacij. Pomoč nevladnim organizacijam je potrebna ne le s financiranjem, na tem mestu se zahvaljujemo Ministrstvu za zdravje, ki financira preko razpisov tudi dolgotrajnejše programe, 3-letne programe društev. Torej ne samo s financiranjem, temveč tudi s pomočjo z obveščanjem o aktivnostih, ki jih imajo nevladne organizacije za ljudi. Potem, glede na naše izkušnje z bolniki, ki imajo povišan holesterol, pa je potrebno izboljšati sledenje bolnikom s povišanim holesterolom, jih bolje ozaveščati, da upoštevajo terapijo in ne opuščajo preverjanja lastnega zdravstvenega stanja ter kontrol pri zdravniku. Toliko na kratko. Hvala.